Življenje išče pot. Lep pozdrav vsem, ki nas danes poslušate. Zveza organizacij pacientov Slovenije je minuli teden pripravila novinarsko konferenco z naslovom Čas je za velike korake, prvi korak je kakovost in varnost. Spregovorili so o zdravniških napakah in kršenih pravicah pacientov. Menijo, da je stanje v zdravstvu na tem področju slabo, da je premalo nadzora, zato so potrebne spremembe. Svoje izkušnje sta delila tudi dva bolnika in mož žene, ki je po seriji zapletov in napak v 3 slovenskih bolnišnicah umrla jeseni 2022. Prisluhnimo mu. Ko sem bil poklican v bolnišnico, da sem lahko prišel k njej, pa ko so mi rekli, da več ni dobene možnosti, ko je tako daleč bila situacija, sem zdravnici takrat vprašal, pa zaradi žolčnih kamov, 49-letni človek umre, je to normalno. Pa glede na to, da te doben ni prej opozoril, da je v bistvu takšna situacija, da lahko tudi smrtni izhod. In v bistvu sem dobil odgovor, da ljudje tudi umrejo zaradi pruha, tega tako, da to me je zdaj pa kilejo. Moja žena v bistvu je imela težave z bolečinami v trebuhu, je šla v bolnišnico, v bistvu smo peljali, je bila sprejeta, je bila 3 tedne hospitalizirana, takrat v bolnišnici. Vmes je v bistvu imela 3-krat ERCP, en poseg Potem je bila odpuščena domov, to se je stanje poslabšalo, smo šla k dežurnemu nazaj. Dežurni v bistvu je v polnoči da ven, dejansko na mrzlo, pridem po njo, odpeljem domov, v nedeljo jo odpelje rešilno nazaj, ker je v bistvu tako hude bolečine imela, tudi bruhanje in podobno. In iz bolnišnice pošljejo v terciarno bolnišnico UKC Maribor, ki pa je dejansko pol sredo umrla. Njen mož si od takrat prizadeva ugotoviti, kaj je šlo narobe. Pri tem je postopke sprožil v bolnišnicah, pri Komisiji za pacientove pravice pri Ministrstvu za zdravje in na Zdravniški zbornici Slovenije. Odločil se je, da bo svoje izkušnje in tudi bolečino ob izgubi soproge delil na internetu z vzpostavitvijo žalne strani. V letu in pol ugotavlja, da je izjemno težko pridobiti priznanje napak, da so postopki predolgi in nesočutni. V nekaterih podrobnostih njegovega primera je mogoč tudi sum na kazniva dejanja. Da to vseeno neobičajna zadeva, kljub temu, da s tistih prvih pogovorov so rekli, da mi je prišlo do sepse in da v bistvu pri sepsi je zadeva tak, da je v bistvu bolnišnična bakterija bila pseudomonas in nekaj so mi tako predstavili, da nekje 50-50 imaš možnost, da preživiš ali pa ne v takih primerih. Pa smo vseeno začeli spraševati, mislim se sam pri sebi, dobro, ki pa zdaj, če ta bolnišnicna bakterija pomeni, bolj se je nekje bolnišnice okužila. In do te rešitve pol nismo prišli in se tudi ta bolnišnična bakterija v obdukcijskem zapisniku ne pojavi več. Dejansko, kar sem pol v zdravniško dokumentacijo dobival, oziroma kar sem te zdravnike pojasnjevali, je bilo preveč neskladje in nisem mogel tega tako pustiti. Vi ste potem sprožil postopek na Zdravniški zbornici, ne? Tako, jaz sem v bistvu... Strokovni nadzor. Ja, najprej v bistvu je tako, zdaj, ko se odločaš o tem, prva faza je, da si v bistvu tak, se ti vse podere, poruši, ne veš, kje bi se življenje začelo urejati ali kakorkoli, Tu pa v bistvu imaš poglede na zakonodajo, ko sem šel prečevati, kakšne možnosti pa zdaj sploh imam, kakšne postopke lahko sprožim ali karkoli, da bi prišel do resnice, kaj dejansko se je zgodilo za njo, Imamo varuha pacientovih pravic, ki je to tudi uzakonjeno in podobno. Ampak imaš rok, da v 30 dnevih v bistvu to prijavo narediš, Midva potem, ko sem se odločil, sem več varuhom tem poslal, v Mariboru sta 2. Zastopnik pacientovih pravic, ja. Se je prva odzvala, gospod Cafnik, in je prevzela moj primer in smo v bistvu v izredno kratkem času tudi naredila pritožbo, tako da smo zadnji dan dala tudi pritožbo, da je šlo po neki regularni, tej predvideni poti celotni postopek, In to se je celotni postopek dejansko se je vlekel več kot leto dni, da smo tudi prišli... Tudi na Zdravniški zbornici. Da smo prišli tudi tako, da smo lahko prišli do uvedbe izrednega strokovnega nadzora. Prav leto dni je trajalo, da se je postopek začel.
Jaz bi to razdelil v več faz, lahko ena je faza, v bistvu, ko ona bila hospitalizirana, kako je vse tisto potekalo, ker je bilo polno, že v tistem času nepravilnosti iz tega vidika, da nismo dobenih informacij dobivala, da tudi, naprimer, ko je bil drugi RCP, ki je bil neuspešen, nismo bila o tem obveščena, ne ona, ne jaz, ki ne bi za tretjega niti privolila. Zdaj, glede na mnenja, ki sem potem pridobil od zdravnikov, že v tem, ko je sprebljana bila vožena in nazaj, mi je ta eden od zdravnikov v bistvu dal mnenje, da dejansko ona že tu umrla, ne. Da sploh se čudi, kako je lahko še živela naprej, glede na laboratorijske izvide in vso dokumentacijo, ki sem imel. In v tem celem procesu, v bistvu teh mnenj, ki jih imam zdaj, so mi pokazali, da v bistvu ona je v tem mesec pa pol, 3-krat v bistvu umrla že vmes, ko je dejansko potem tudi umrla, ne, konca. To je zdaj pol drugi, se pravi, to je ta del, ko je bila hospitalizacija, drugi del, kako sem se tega procesa lotil, v bistvu, da bi prišel do resnice, ne. Tako da dejansko na UKC je bil postopek, ki je bil takoj zunanji nadzor, so se strinjali, da se vede, pri bolnišnici pa se s tem niso strinjali in je bila procedura, da je prišlo do senatne obravnave na Ministrstvo za zdravje pri Komisiji za pacientove pravice in je tudi tam potem prišlo do tega, da pride do zunanjega strokovnega nadzora. Takrat tudi na senatni obravnavi v bistvu je bil sklenjen dogovor, da lahko postavimo vsa vprašanja, na katere želimo odgovore. Smo v bistvu pripravili z ekipo, ki se sestava, nekaj čez 30 vprašanj, ki želimo dobiti odgovore na njih in je tudi imamo obljubljeno takrat, no, da bomo te odgovore dobili. Zdaj do danes v bistvu še nismo dobili. Vprašanja so bila naslovljena na Zdravniško zbornico, ja. Zdravniška zbornica v bistvu po zakonu izvaja tudi zunanje strokovne nadzore, s tem, da v bistvu sem v kontaktu z ostalimi, ki že 10 let ali pa več te procedure tudi na sodiščih potem peljejo in imajo izredno slabe izkušnje z Zdravniško zbornico, dejansko dajo neka splošna poročila, ne spustijo se v globino in podobne stvari in tudi dejansko zdravniki, kar se tudi v mojem primeru pokazalo, dejansko zdravniki sami sebe v bistvu tudi pregledujejo in relativno nerelevantne potem je tudi ta pregled, bom rekel, na nek način. To je vaša izkušnja, ne? To je moja izkušnja, ja. Zdaj v bistvu smo v tej fazi, da Zdravniška zbornica tudi ugotovila, se opredelila do 3 napak. Ena od teh je v bistvu, da ko je bila odpuščena iz bolnišnice, da ni dobila pravilnih navodil oziroma popolnih navodil in pa ni bila poklicana nazaj, ker bi v 7 dnevih mogla biti poklicana nazaj na pregled, ne. Druga opredelitev za Zdravniške zbornice je, da dejansko, ko je bila pri dežurnem, v bistvu pregledoval specializant in odpustil domov brez preiskav, plus tega v bistvu ni mentorja kontaktiral oziroma vprašal glede mnenja. Da to mnenje v bistvu od enega zdravnika, s katerim sodeluje, je naslednja, da dejansko že informacijski sistem, ko je ona prišla v bolnišnico nazaj glede na hospitalizacijo, ki je bila prej 3 tedne, pa glede na zdravstveno stanje, v kakšnem je bila odpuščena, že sam informacijski sistem je ne bi smel odpustiti iz bolnišnice, če je prišla nazaj, ne. To je v bistvu bila pri večjih zdravnikih, specializant se ni opredelil prav, tudi mentor, ko je zjutraj pogledal, kaj je ta specializant počel ali delo, bi mogel nazaj poklicati jutro, če ona vrede ali ni, ne. Še tretja katastrofa zdaj z vidika poročila Zdravniške zbornice, ko je bila sprejeta, se pravi pripeljana v Maribor, ni bila sprejeta na pravi oddelek, če se z tega tudi vidi, iz tega pojasnila. In pa dejansko takrat je tudi zdravniško osebje naredilo napako, je dalo napačno aplikacijo in je nehala dihati čez pol ure oziroma potem prišlo do zastoja srca. Tako da tam tudi poročajo, da v bistvu ni določene dokumentacije, ki bi lahko še določene stvari lahko preverili, ja ne najdejo oziroma je ni bilo ali kakorkoli, ne. Tako da ja, zdaj tu se potem v bistvu, bom rekel, še mu zgodbo nadaljeval, ker obdukcijski zapisnik sem pričakoval, da iz njega bomo v bistvu izvedeli, kaj dejansko se pravzaprav zgodilo, ne. Ampak obdukcijski zapisnik, ko sem dobil, je pa nastala popolnoma zmeda pri meni samem in pa tudi pri ekipi, s katero sem to počel. Zmeda pa je bila v tem, da dejansko, ko sem dobil obdukcijski zapisnik, iz njega ne morem ali pa nisem mogel razbrati, da gre za mojo ženo. Zbrav, da obstaja visoka stopnja verjetnosti, da je bila obducirana druga oseba.
Zdaj to lahko prejudiciramo ali kakorkoli, ne vem. Ne morete pa z gotovostjo trditi. Ampak zdaj iz opisa v bistvu so dele telesa opisani, ki jih ni več imela, ker so bili predhodno z operacije že bili odstranjene. Šlo je za ščitnico, ki je bila predhodno odstranjena. Tako, pred 2 letoma bi naj bila, zdaj tudi to ne vemo, nekaj kljub temu. Potem je dejstvo, da na obravnavo so mi prinesli dokument, da so se v bistvu zmotili in so odzeli mišico, ne pa ščitnico. Ne. Ampak to so v bistvu po mojem posredovanju, so v bistvu ta dokument naredili. Ne. Poslušali ste anonimno pričevanje moža, ki išče resnico o vzrokih za smrt svoje žene. Gospod je na koncu predlagal, da bi morali uvesti sistem anonimnih prijav za bolnike in zdravniško osebje, kadar bi kdorkoli opazil nepravilnosti v procesu zdravljenja. To spada v nastajajoči zakon o kakovosti v zdravstvu, ki ga pri Zvezi organizacij pacientov Slovenije podpirajo. Prispevek o tej zahtevni temi sem pripravila sestra Meta Potočnik. Če ima kdo podobne izkušnje in meni, da ni bil pravilno obravnavan in je zato nastala škoda njegovemu zdravju, naj se obrne na zastopnika pacientovih pravic ali Zvezo organizacij pacientov Slovenije. Nasvidenje. Življenje išče pot.